minister Poklukar o migracijskih razmerah. 50 let vinske kleti Istenič. Novomeški polmaraton privabil številne tekače. Lepo pozdravljeni. Policija obvladuje trenutne migracijske razmere in je pripravljena na morebitno povečanje nezakonitih prehodov južne meje. Tako je Belokranjcem zagotovil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je na povabilo belokranjskih županov, svojo ekipo in predstavniki policije prišel v Črnomelj ter se sestal z domačini in predstavniki lokalnih skupnosti. Kot pravi črnomaljska županja, so se zaradi nenehnega širjenja strahu in dezinformacije odločili, da povabimo ministra, da ljudje iz prve roke zvedo dejansko situacijo, da ni potem tistih nenehnih očitkov, da mi nekaj prikrivamo. Na 2 uri in pol trajajočem sestanku je minister zbranim predstavil trenutne razmere in odgovarjal na njihova konkretna vprašanja. Zagotovil je, da trenutno ne načrtujejo sprejemno-registracijskega centra v Beli krajini, da so varnostne razmere zagotovljene in da ni razloga za preplah. Tehnične ovire ostajajo na meji, to je tudi ukrep, ki ga pravzaprav ta vlada še vedno ima in pravzaprav nadaljujemo z temi ukrepi, kot so. Tam, kjer je to potrebno, se tudi to postavi. Tako so že pričeli s postavitvijo dodatnih panelnih ograj od Prokšljevega mlina pri Vinici do Učakovcev. Postavili pa jih bodo tudi pri Preloki in na drugih območjih, kjer beležijo več nezakonitih prehodov Kolpe. Situacija se obvladuje glede na, prehode, ki so zdaj, in jaz si srčno želim, da bi teh prehodov bilo čim manj in čim manj vseh ostalih spremljajočih aktivnosti, ki se nam dogajajo, predvsem na strošek občine. Živeči ob Kolpi, ki so sicer pohvalili sodelovanje s policijo, pa si želijo, da bi se tok migrantov zaustavil. Gremo čez Kolpo odplavati midva čez, pa nas bojo Hrvaški ustavili. In vrnili nas, ne bomo ostali tam. Da to razumem, ampak kako bi to naredili? Kdo ima ta odgovor za to? To je problem. Minister je zagotovil, da bodo okrepili število policistov v Beli krajini in da varovanje južne meje ne bo okrnjeno zaradi policijske stavke, ki se je pričela danes. Njegovi sodelavci iz policije so povedali, da se, če lahko rečem, po belokranjsko selijo policijske ekipe iz Murske Sobote in iz ostalih delov Slovenije na naše območje s ciljem večje varnosti oziroma večje kontrole na meji. Policijska stavka je napovedana, jaz sem jo pričakoval. Za mene je to samo znak, da je treba pričeti s socialnim dialogom in verjamem, da bo najdel znotraj socialnega dialoga konstruktivne rešitve. V 30 letih je v Slovenski ljudski stranki moralo priti do različnih mnenj in sporov, ki pa so jih v zadnjih 3 mesecih skupaj proučili in razrešili, da bi stranka vnovič doživela preboj na slovenskem političnem prizorišču, smo slišali na sobotnem izrednem volilnem kongresu v Novem mestu. Na njem so predstavili tudi kandidate za župane in občinske svetnike pod geslom Mi smo družina. Evropskega poslanca Franca Bogoviča, tudi nekdanjega predsednika SLS, veseli, da so tiste, ki so si bili nekdaj v laseh, spravili za isto mizo. Na kongresu je zavel svež veter, je prepričan. Letošnjo leto 3. je dobra letina. Verjamem, da po 2 slabih letinah, kar se tiče volitev SLS-a v državni zbor, prihajajo boljši časi in vrnitev v parlament in tudi igranje odločilne vloge v slovenski politiki. V stranki postavljajo v ospredje skrb za slovenski narod, družino, podeželje, kmeta, svoje delovanje pa želijo razširiti na celotno Slovenijo, dodaja. Na kongresu je 158 delegatov izvolilo novo vodstvo. Marjan Podobnik je SLS vodil že v času, ko je stranka dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Nikakor se ne mislimo uokviriti v zgolj 1 ali 2 temi. Resna stranka, ki ima ambicijo nekoč v prihodnosti voditi Slovenijo, mora imeti odgovore na vsa temeljna vprašanja sedanjosti in prihodnosti Slovenije in širšega okolja. SLS je sicer močna na lokalni ravni, saj ima v svojih vrstah največ županov. Na lokalnem nivoju je težko blefirati, tam je treba ljudem kar dokazati in pokazati, kaj si sposoben, odgovoriti na številna vprašanja in številni naši župani smo uspeli to narediti.
Njihova skupna naloga v prihodnje bo, tako Bogovič, z več mladimi in ženskami ter odločneje prevzemati odgovornost tudi na nacionalni ravni. To, kar je danes kongres, bo tudi dobra popotnica za lokalne volitve, ki so čez dobra 2 meseca in pa tudi za evropske in pa državne. In jaz sem prepričana, da bomo tudi mi v Novem mestu dosegli rezultat, ki ga imamo, se pravi 3 svetnike. Vrhovnikova je bila navdušena nad udeležbo in vzdušjem med člani, ki po njenem kažeta na to, da bo SLS kmalu na mestu, ki si ga v političnem prostoru zasluži. Magister agronomije Janez Istenič s kletjo v Stari vasi na Bizelskem je v slovenskem vinarstvu zapisan kot enolog, ki je kot zasebnik prvi na območju nekdanje Jugoslavije pred 50 leti naredil penino po klasični metodi. Ob jubileju je izdal autobiografijo, v kateri opisuje svoje karieri, vinarsko in športno. Ljubljančan, ki sta ga med bizelske vinograde pripeljali ljubezen do žene in strast do enologije, je imel še en velik talent. Ko sem bil star 17 let, sem branil za mladinsko reprezentanco Jugoslavije v Londonu na Stamford Bridgeu proti Angliji. Namesto profesionalne poti v športu je izbral enologijo in kot štipendist francoske vlade tam spoznaval svet penin. In ko sem se vrnil, sem v tastem vinogradu nabral grozdje, ga predelal in potem iz tega naredil penino, ki je bila uspešna in tako smo potem vsako leto proizvajali več in več in tako da letos, da v zadnjem času proizvajamo okoli 130 000 steklenic letno. Z rastjo podjetja se je v delo vključevala vsa družina. No, jaz imam sina in hčerko, s tem, da tudi vnuka, en študira agronomijo, drugi študira ekonomijo. To je tako, da če bomo pametni, bo šla stvar naprej. Posvetili so se raziskovanju potencijala starih sort, kot je na primer plavec. In potem je se zgodilo ravno to, da smo v leta 2014 imeli penino med 10 najboljših na svetu po kriteriju Roberta Parkera, Wine Advocata. In to, da se dejansko tudi potem nadaljevanje sledilo v tem kontekstu, da so lansko leto poleti so nas povabili v klub 20 velikih proizvajalcev penečih vin sveta. V poslu ni dovoljeno spati na lovorikah, še naprej bo treba enološko raziskovati svet mehurčkov, pravi Janez Istenič, sicer po statusu upokojenec, a po značaju deloholik. 18. septembra pred 74 leti so z partizanskega letališča Otok pri Metliki poletela letala, ki so v zavezniško bazo v italijanskem Bariju prepeljala več kot 100 zavezniških ujetnikov, ki so jih partizani rešili na Štajerskem in s pomočjo lokalnega prebivalstva prepeljali v Belo krajino. Te mednarodne poti zavezništva, ki so jo po knjigi enega izmed rešenih zavezniških pilotov poimenovali Vranov let, so se spomnili na včerajšnji tradicionalni slovesnosti v Otoku, ki so se je udeležili tudi visoki predstavniki veleposlaništev Velike Britanije, ZDA in Rusije. Zbrali smo se, da počastimo spomin na borce proti fašizmu in nacizmu, ter se spomnimo vseh tistih, ki so zaradi svojega upora umirali na pragu svojih domov ali v sovražnikovih taboriščih. Da obudimo spomin na pogumna dejanja slovenskih partizanov in velik prispevek lokalnih prebivalcev, ki so srčno pomagali zavezniškim vojakom na svobodo, je v svojem govoru poudaril predsednik društva Vranov let. Ne smemo pozabiti drzne hrabrosti pilotov, ki so v teh tako težkih pogojih zlasti v Otoku uspešno upravljali svoje naloge. Tukaj iz teh letališč so vzletali piloti vseh narodnosti. Ruski piloti, angleški, ameriški, francoski. Vsi so imeli samo en cilj, pomagati ljudem, ki so bili takrat v vojni vihri prizadeti. Zgodba Otok je zgodba o reševanju človeških življenj. Iz nje se je rojevalo zavezništvo med ljudmi in narodi, ki traja še danes, je poudaril metliški župan Darko Zevnik. V današnjem svetu mladi vse prevečkrat zgodovino druge svetovne vojne spoznavajo samo preko računalniških igric in tam notri tega ne vidijo. Na nas je, da jim povemo, da so bili v drugi svetovni vojni poleg velikih zmag, poleg velikih bitk, tudi takšne zgodbe, ki so človeška življenja reševale.
Zgodbe, ki so povezovale vse narode. Projekt Vranov let ohranja spomin na osvoboditev in rešitev na stotine zavezniških vojnih ujetnikov in preko 800 letalcev različnih narodnosti, o čemer priča obeležje na nekdanjem partizanskem letališču v Otoku, pri spomeniku izvirnem letalu Dakota DC-3, s kakršnim so v drugi svetovni vojni vzpostavili zračni most in iz Otoka na varno prepeljali tudi 2000 otrok in žena ter 1500 ranjencev. Prvi novomeški polmaraton je pod streho. V zgodovino sta se kot prva zmagovalca na dobrih 21 km dolgi preizkušnji vpisala atleta Mitja Krevs med moškimi in Nina Kršinar med ženskami. Tek smo v sodelovanju s šolskim centrom v živo prenašali tudi na naši televiziji. To je bilo sploh prvič, da je regionalna televizija prenašala tekaško prireditev. Okrog 800 tekačev se je zbralo na štartu polmaratona in krajšega 6,3 kilometrskega teka, kar za prvo izvedbo zagotovo ni majhna številka. Favorit, domačin Mitja Krevs, je vodil praktično od začetka, na koncu pa v cilj prišel po uri, 7 minutah in 24 sekundah, ali povedano drugače, skoraj 5 minut pred drugouvrščenim. Res sem vesel. Mislim, da je tek bil danes res krasen, vzdušje, vreme je šlo na roko. Tako da bi se bil že na progi res užitek teč, noge so bile dobre. Da sem pa na koncu zmagal, pa seveda na prvem teku je pa itak še ena pika na i. Tudi med ženskami je vlogo favoritinje upravičila dolgoprogašica Neja Kršinar. Sem bila zelo zadovoljna. V bistvu je to res moj prvi polmaraton, kjer sem res uživala, skoraj celih 21 kilometrov. Jaz sem prvič v teh koncih, tako da moram reči, da je res zelo lepo, tako da bom z veseljem prišla še kdaj. Navijači so res bili tudi fajni, tako da super, res enkratno. Na krajši razdalji sta v cilj prva pritekla Miran Kovačič in Breda Škedelj. Marsikdo mi ni verjel, da bom v bistvu že na prvi izvedbi polmaratona zbral toliko tekačev, ampak vidite, da v bistvu potrjuje ta prireditev, da je ta prireditev pomembna v tem prostoru oziroma potrebna in upajmo, že komaj čakamo prihodnje izvedbe. Sicer pa so bili zmagovalci vsi, ki so se spopadli in premagali traso, ki po besedah obeh zmagovalcev ni ravno najlažja. A je bilo metre lažje premagovati tudi s pomočjo navijačev ob progi, ki so pripravili odlično vzdušje. Najlepše presenečenje so bili pa harmonikaši na krožišču pri Tabletki. Zelo lepa kombinacija glasbe in športa. Res je bil to prvi novomeški polmaraton, a gotovo ne zadnji, zatrjujejo organizatorji. Temu se gotovo pridružujejo tudi zadovoljni tekači, ki so z mislimi že pri naslednjih podvigih. Danes je 1. oktober, v naši akciji Osebnost meseca pa vam spet ponujemo 3 kandidate, ki so zaznamovali minulo dogajanje in se potegujejo za naziv Osebnost septembra. Prvo ime je Krčanka Pija Peršič, katere vodilo je Hodim, torej sem. Poleti je s partnerjem prehodila hrvaško planinsko pot ob Jadranu, ki je bila pred tem podvigom še neosvojena. Via Adriatica Trail od grebena Učke čez celotno verigo Velebit, Dinaro, Biokovo Popelježco in do Snežice pri Dubrovniku je dolga 1100 kilometrov. Pija in Andrej sta jo premagala v 44 dneh. Drugi kandidat je Andrej Baškovič, direktor podjetja Treves. V podjetju s sedežem na Biču sledijo trendom v avtomobilski industriji, zato so priložnosti poiskali tudi v proizvodih za električna vozila. Sredi septembra so zagnali proizvodnjo opreme za športno terensko vozilo z električnim pogonom. Treves je sicer eden ključnih dobaviteljev za novomeški Revoz. Tretji predlog pa je Zvonka Kostrevc, ravnateljica osnovne šole Mokronok. Šola je za bogato kulturno ustvarjanje leta 2014 prejela naziv najkulturna šola med malimi in podružničnimi šolami, septembra 2018 pa je postala še najbolj kulturna šola med vsemi v državi. Mokronoška osnovna šola skupaj s podružnično na Trebevnem šteje 299 učencev in prav vsi so vpeti v kulturno dogajanje na šoli. Glas za svojega favorita lahko oddate do vključno sobote na naši spletni strani vaskanal.com. Morda prav vaš glas odloči končnega zmagovalca.
Hvala za pozornost in prijeten večer.